Slike uničenja in stiske beguncev iz Ukrajine so tudi po 2 tednih Putinove invazije žal še vedno novica dneva, a vse bolj jasno postaja, da bo vojna spremenila tudi življenje v Rusiji. Da ne morejo ignorirati nepotrebnega trpljenja ljudi v Ukrajini, so zapisali v svetovno poznanem in priljubljenem McDonald'su. Ta se v Rusiji zapira svojih 850 restavracij. Tudi Coca-Cola in Pepsi-Cola začasno ustavljata prodajo svojih izdelkov. Rusi ne bodo več pili tudi kave iz Starbucksa. To pa ni za sankcije. Zahod s sankcijami tokrat misli resno. Vzeli jim bo cukor pa mast. Pa še Coca-Colo, ki so jo prvi evropski raziskovalci lastnoročno prinesli vsako vukajebino na svet. Strašljivo. No, ker je naša oddaja znana po tem, da razkriva tudi ozadja prelomnih dogodkov, smo iz arhivov izbrskali posnetek, ki je že pred leti nakazoval namene Vladimira Vladimiroviča Putina. Я не друг, и не невеста, и не жених. Я президент Российской Федерации. 146 миллионов человек. У этих людей есть свои интересы. Zdaj vemo, da Putin ni ne ženin, ne nevesta, ne prijatelj, česar v resnici nismo nič pričakovali. Čeprav... Ugotovili pa smo, kaj je. Ljubitelj zelo dolgih miz. Za tako sprejema svoje nasprotnike, za tako pa svoje prijatelje. In kdo ga je za to navdušil? Ne boste verjeli, to ni bil moskovski notranji oblikovalec Gregor Armanovič, ampak politični filozof. If you are boss, you could not let the other decide, if you really is a boss, decide what to do in your realm of responsibility. It is conflict. Ja, to je Putinov zunanje politični svetovalec in Vladimir Vladimirovič zdaj dokazuje, da je boss s tem, da ruši mesta in obstreljuje civiliste. Pa z zelo dolgimi mizami, seveda. Mimogrede, a ste opazili, kako govori filozof in svetovalec Dugin? Njegovo angleščino z ruskim naglasom. Tako, ko jo uporabljajo ruski mafijci v ameriških kriminalkah. And Russia says, no, you are not boss. You are not anymore boss. That's very serious. Ko se v filmih taki tipi pojavijo, pol veš, da oštala. In zdaj smo, kjer smo. Strogo zaupni viri pa pravijo, da so zahodne obveščevalne službe načrtovale protiudar, tako da bi Angleži počeli ravno obratno z angleškim naglasom. Imamo tudi ekskluzivni posnetek takšnega poskusa. Ja zwертаюся до українців у Великобританії та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах. Po zadnjih informacijah so načrt opustili, pa ne toliko zaradi tega, ker Boris Johnson ni nikoga prestrašil, ampak predvsem, ker ga ni noben razumel. Zahod se je Putinovi invaziji doslej zoperstavil predvsem s sankcijami, ker je ruski predsednik za zelo dolgo mizo v svojem bunkerju precej nedotakljiv, so jih najprej občutili njegovi bolj svetovljanski prijatelji, oligarhi. Ruski oligarhi se soočajo z zasegi premičnega in nepremičnega premoženja. To je najdražja zasebna jahta na svetu, vredna 540 milijonov evrov. Gre za jahto v lasti milijarderja Ališerja Osmanova iz ožjega kroga ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki so jo zasegle nemške oblasti v ladjedelnici v Hamburgu. Življenje brez take jahte je najbrž res neznosno, ko se enkrat navadiš na njo. Tudi zasebna letala ne prinesejo posebnega veselja, če z njimi ne moreš leteti. Težko je danes biti oligarh, zato dajmo, stopimo skupaj in dajmo pomagati tistim, ki jih je vojna najbolj prizadela. Pride čas, ko ne gre več. Pride čas, ko naše vrednote enostavno izhlapijo in ko naša bogastva enostavno izginejo. Pride čas, ko luksus izgine in ostane žalost, beda in trpljenje. Pomagajmo jim, saj brez nas ne bodo preživeli. Pokličite zdaj in darujte. 090 090 090. Vsak cent šteje. Povrnimo ravnovesje v svet oligarhov. Tega si enostavno niso zaslužili. Hvala. Darujte. Linije so odprte do konca oddaje. So se pa po spletu okoliščin med žrtvami sankcij znašli tudi obrtniki v mestecu na jugovzhodu Slovenije. Poglejmo si. Vpliv ruskega denarja potrjujejo tudi številni napisi v ruščini, pa tudi nepremičninska agencija, specializirana za ruske stranke,
ki jih bodo pogrešali tudi frizerji. Po dvakrat tedensko so dane hodile frizerji. Res so bile fajn stranke. Ne? Pa tudi tak, na 3 mesece so se vračali, ne? Da smo že naprej vedeli, ja, takrat pa spet pridejo. Ja, takih strank ne bo več. In to samo zato, ker se je njihov poglavar odločil, da se bo po Evropi vozil s tanki. Na vse, kar taksisti in frizerke z Rogaške Slatine lahko računajo, po novem so samo še češki štopari ali pa da Slovenci dobimo še kakšne turistične bone. Kar je odvisno od naslednje vlade, tako da pejmo na domač politični parket. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.